N1 podcast s Suzano Lovec. Boštjan Dermol, pevec, ki ga vsi poznajo iz skupine Newt, zdaj pa poje o ženi, ki je umrla, o svoji resnični zgodbi, ženini bolezni, smrti, žalovanju, samoti in prebolevanju. Boštjan, pozdravljeni, dobrodošli v N1 podcastu. Lep pozdrav, hvala. Lep pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Boštjan, sonce je vse, kar ostane tu, pojete v tej pesmi o ženini smrti, v pesmi Sonce. Torej, ostane sonce. A kako je, ko sonce ne sije? Kako ste se vi spopadali z dnevi, ko sonca recimo ni bilo? Zdaj, metaforično mislim, da ne bo kdo dobesedno me razumel. Ja, se sonce tudi tele dni je bolj muhasto vreme in ni samoumevno, tako kot marsikatera druga stvar ni samoumevna in tudi ljudje okrog nas niso samoumevni. Tu smo zelo kratek čas pravzaprav na zemlji in nekako moramo sprejeti to biološko dejstvo, da vsi odhajamo, eni prej, drugi kasneje. Moramo ceniti prav vsak trenutek, ko ga imamo na voljo z določenimi ljudmi, predvsem pa se zavedati svojega prostora in časa in da smo tudi mi sami minljivi in da nič ni zavedno. Dokler sonce bo, ne, na nek način, čeprav metaforično, potem bomo tudi mi, ko sonce ne bo več, potem tudi nas ne bo. Ampak ta metafora pravzaprav predstavlja, da smo sonce mi drugim ljudem okrog sebe in da s svojimi življenji delamo življenje drugih lepše. Vaša žena Leontina je umrla leta 2016. Stara je bila 33 let. Umrla je zaradi raka na dojki. 15 mesecev od diagnoze do smrti. Ne? To so ta kruta dejstva. Zdaj, meni se zdi zelo prav, da o teh temah govorimo, da govorimo o njih na glas, da govorite o njih tudi znani ljudje, ki recimo se lahko z vami ljudje bolj povežejo. Vsi mi imamo bližnje, ki jim je nekdo umrl za rakom, vsi imamo bližnje, ki so umrli za rakom, imamo bližnje, ki imajo raka ali so imeli raka. Po prognozah pravijo vsak drugi moški in vsaka tretja ženska, ki so zdaj otroci, bodo do svojega 75. leta dobili raka. Torej, vsak drugi moški in vsaka tretja ženska. Govorimo torej res o vseh nas. Je to eden od razlogov, v bistvu, zakaj o teh stvarih vi govorite javno? Mislim, vsak govori o tistih stvarih, ki jih pozna, ne, in ki so se ga dotaknili. Ne vem, mogoče najboljša stvar, ki je šla iz tega, recimo, potem neka ustvarjalnost ali pa neka zgodba, ki ti ostane, ali pa neko prebolevanje, neko preopraševanje, razmišljanje o smislu, obstoju, o minljivosti. To so težke teme praktično zato, ker nismo v tem navajeni govoriti v celo obdobje odraščanja. Nismo dobili napotkov za ravnanje, ni nobenih knjig v tem napisanih, so napisane zdaj že, seveda so, ampak dokler ne prije do prvoosebne izkušnje, je stvar praktično brez navodil. In ja, ti momenti so sigurno težki in ne vem, umik pred svetom, umik v samega sebe in neko preopraševanje, nek obračun z dosedanjostjo, z minljivostjo in s prihodnostjo, ne. Mogoče jaz sem v tistem trenutku začel šele žalovanje. Prej ni bilo enostavno prostora in časa, predvsem zato, ker smo morali biti vsi okrog Leontine hrabri in močni še za njo. Ona je bila človek z neskončno voljo in z neskončno energijo. Res je želela živeti in do zadnjega trenutka praktično je bila prepričana, da bo premagala to bolezen. Žal je dobila res slab set kart v roke in včasih enostavno ni pomoči. In tudi tokrat je žal ni bilo. Vi boste sodelovali z Evropodono, ne? Kaj lahko o tem sodelovanju že poveste? Na kak način boste sodelovali? Kaj boste z njimi počeli? Z številnimi članicami sem bil v zelo tesnih odnosih v vsem tem času. Bile so zelo v pomoč, v podporo. Je neko združenje, ki se bori za res pravo stvar in za neko eminentnost. Enostavno vem, da je tudi ta boj, vsaj na nekem medijskem področju, za prepoznavnost bolezni, za
podpornost vsem članom družin, ki se soočajo z njo, zelo na mestu in da je praktično tega vedno premalo. Človeka, ki najde toplo besedo, ki ti predvsem tudi v praktičnih primerih zna pomagati, ti pove, na koga se obrniti, recimo, to se mi zdi neprecenljivo. Ne? Ti se znajdeš praktično čez noč v neki diagnozi, že ta diagnoza sama zase je totalni šok, verjetno še večji šok tudi za okolico, ker se ne zna niti pravilno odzvati ali pa obnašati in potem hitro ugotoviš, da je treba, ne vem, spustiti vse iz rok in enostavno zdaj imaš čist nek drug fokus. Ne. In takrat so vsi ti praktični napotki zelo na mesto, ne. Komu iti, kako hitro, kakšne so alternativne oblike zdravljenja, kako se soočati s tem, neke psihološke podpore. V glavnem z vsemi temi članicami, ki so bile takrat na voljo za pomoč, sem ostal tudi poznej v nekih kontaktih in zelo se veselim praktično vsakih teh nekih sodelovanj v prihodnje. Mislim, da zelo v kratkem, se pravi, to ni samo en dan v letu, ko se obeležuje dan, kako bi rekel, poudarja ta rak na dojki, recimo, ali pa kakršnakoli oblika raka. To je pač terja neke drugačne angažmaje in se veselim vsakega sodelovanja. Kaj več pa še ne morete povedati? V tem trenutku še ne. Ja, okej. Rak sicer ni vedno smrtna obsodba, tudi o tem smo v tem podcastu že govorili z izjemno Bronjo Žakelj, ki je napisala Belo se pere na 90 in po kateri zdaj Marko Naberšnik snema film. In Bronja Žakelj, ki tako lepo govori o smrti in življenju, ki je za rakom umrla mama, sama je 2krat zbolela za njim, govori tudi o zdravljenju, pove, kaj vse so miti, tudi o tem, kar ste vi zdaj govorili, ne, na kak način, kaj vse se čuti, kako je treba, ne, ni treba biti vedno močen, ne, čeprav okolica to od tebe pričakuje, kaj ti rečejo, kaj v bistvu ti želiš slišati oziroma kaj moraš slišati. Pomembno se mi je, mene včasih vprašajo, zakaj v podcastih govorim tolikokrat o teh žalostnih stvarih. Zakaj ljudem ne dam več navdiha, kot se temu reče, kar je popularno. Ampak se mi zdi, da v bistvu niso to najbolj navdihujoče zgodbe, če v bistvu smo sposobni se pogovarjati o težkih stvarih. Se popolnoma strinjam. Ja. Ne zdi se mi, da bi bil to manj navdihujoč kot nek, ne vem, poslovni uspeh. Mislim, da se vsi srečujemo v življenju s tem. Ja, seveda. Nažalost, statistika govori. Ja, tako. In se mi zdi to prav tako navdihujoče kot marsikaj drugega. Se strinjam. Mislim, ne smejo biti to teme, od katerih je potrebno pogledati stran. Treba jim je pogledati naravnost v oči in se v njih pogovarjati. Samo tako bomo kot družba prišli do nekih napredkov in do nekih novih korakov. Ampak ravno sem pred časom gledal intervju s Tomom Yorkom, pevcem skupine Radiohead, zelo luciden človek in je rekel, da v bistvu ga je strah trenutka, ko bo ljudje nehali poslušati žalostne pesmi, ne? Ker to pomeni, da enostavno jim ni več mar. Tako da tudi iz tega vidika, ne, ljudje morajo poslušati in se zavedati, da to je del naših življenj in da če bomo pogledali stran, bo še vedno to del naših življenj. Kaj bi vi rekli recimo tistim, ki se zdaj zdravijo ali pa svojcem, kaj bi jim položili na srce? Bronja je tukaj že nekaj govorila, ne, gospa Žakelj, morda kakšna vaša izkušnja. Saj k žalovanju še pridemo, bo to obdelala, ampak mogoče tako za začetek. Ja, samo 2 stvari, recimo prva, ki bi rekel, je pogum velja, ne, se pravi, nikoli se ne predajemo brez boja. Druga stvar pa, da vedno v vsaki stvari poiščemo nek kanček upanja, ne? Kar verjetno gre skupaj s pogumom tudi na nek način. Ampak enostavno, da naredimo praktično vse, kar je po naši moči, po naših najboljših prepričanjih, da delamo prav. In tudi ta metamorfoza, ne, ki se dogaja prebolevnikom in ljudem okrog, je, mislim, da super na mestu. In včasih, zakaj rabimo čakati na ta trenutek, ne? Jaz vem, da se je zelo težko učiti iz napak drugih ljudi, ker to je ponavadi nemogoče, ne? Ampak vseeno mislim, da je super na svetu, če si boljši človek do sebe ali pa do drugih in da delaš stvari, ki jih čutiš, da so pravilne, da delaš čim manj škode drugim, ne? S svojim obstojem, ne? Sonce oziroma ljubezen ostane, ne, pravite.
Ste spremljali tudi v bistvu zdaj to, kako je odšla Manca Košir? Ona in njene hčerke zelo poudarjajo to, v bistvu, da ta ljubezen ostane, da to je nekaj, kar ostane tudi potem, ko človek odide in da to ne odide. A se je takrat, ko je žalost zelo velika, ko je izguba zelo velika, te ljubezni težko oprijeti? V bistvu se zdi, da izginja? Ja, mogoče je potrebno iskati na drugih mestih. Ljubezen je nekaj, kar človek čuti v sebi. To ni neko zunanje dejstvo. In jaz mislim, da gre pri ljubezni za iskanje neke energije. Zdaj, po vseh zakonih energija ne mineva, ampak se samo transformira iz ene v drugo obliko. To so že malo metafizična polja, ampak ljubezen je tisto, kar čutimo sami ob misli na nekaj. Ne? In nekoga je moraš imeti rad. Ne? To je zdaj malo smešno sicer, ampak ja, dejansko je, ljubezen moraš poiskati v sebi. Ne? Drugi ljudje so samo sredstva ali pa načini, kako jo najdeš v sebi. In tisto, kar je pa v tebi, je pa močno. Ta vikend v rubriki Poglobljeno objavljamo tudi intervju v bistvu z Majo Ebert-Moltara. Ona je vodja oddelka za akutno paliativo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in predsednica Slovenskega združenja paliativne medicine. Ona med drugim pravi, da nima natančnega odgovora na vprašanje, kolikšen je delež bolnikov, ki bi potrebovali paliativno oskrbo in ki jo dobi. Zdaj, v Sloveniji letno umre nekaj čez 20,000 ljudi, večina umre zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni, pravi ona, le majhen delež smrti je nenadnih. In bolniki s kroničnimi boleznimi so po osnovni definiciji tisti, ki bi v zadnjem obdobju življenja potrebovali paliativno oskrbo. Pri tem ne mislim zgolj na nekaj zadnjih dni, temveč po mednarodnih smernicah vsaj nekaj mesecev. Torej bi paliativno oskrbo potrebovala velika večina od teh 20,000 umirajočih, pravi ona. Koliko jih bo dejansko dobilo in kolikšno obsegu je težko oceniti, ker naša paliativna mreža slabo razvita in ker podatkov za celotno državo ne zbira nihče. Ste vi imeli, vi in vaša žena, vso pomoč, ki ste jo potrebovali takrat? Ste bili eni od teh srečnih? To je zelo težko odgovoriti, ker niti ne veš praktično, kaj je na voljo oziroma kako daleč lahko to gre. Se pravim, kadar pride od diagnoze do zadnjega dne 15 mesecev, mislim, da ni kaj dosti manevrskega prostora. Paliativa je pri nas zelo v povojih, saj, kakor sem se jaz ukvarjal z njo. Zelo prav se mi zdi, da se ljudje ukvarjajo bolj s tem in da prepoznajo pomen tega. Ogromno ljudi namreč, pa niti niso zdaj to na smrt bolani ljudje, recimo, ampak to so ljudje v neki določeni fazi nekega akutnega stanja, ki postaja že kronično in trpijo v nesnosnih bolečinah. In enostavno tudi oni so obravnavani kot klasični pacienti. Ne. To vprašanje javnega in državnega zdravstva, ne. Spet na mestu. Zagotovo vsakemu, ki trpi, so vsa ta vprašanja odveč. Ona rabi pomoč takoj. Ne. In kadar veš, da je situacija kritična in neozdravljiva, takrat je edina stvar, ko je na voljo, je lajšanje bolečin. Ne vem, nikomur se ne sme pustiti, da umira v trpljenju in agoniji, ampak točno to se tu dogaja. Prideš do neke točke, kjer nobena zdravila ne pomagajo več, tudi vsi painkillerji enostavno ne delujejo v tisti meri, ki jo bolečina zahteva. Ne? In enostavno se soočiš z neznosno bolečino. In ta lahko traja tudi mesece, leta. Ne? Zato se mi zdi, da dokler nisi v tej situaciji, pa dokler ne gledaš nekoga, ki iskreno trpi brez možnosti neke resnejše pomoči, takrat se šele zaveš v bistvu, kako daleč smo. In da je treba, ne vem, najti sredstva za lajšanje tega ali pa za premostitev teh stanj. Doktorica Ebert-Moltara v tem intervjuju vse poslušalke in poslušalce napotujem, v bistvu naj si preberejo, je tudi izjemno kritična do naše države oziroma do Ministrstva za zdravje. Pač res bi morala tle slovenska družba narediti več. Mi poslušamo 20 let, jaz praktično, odkar sem novinarka, poslušamo o tem, kako je treba paliativo za umirajoče oziroma za trajno bolne in tako naprej več narediti za te ljudi in to samo poslušamo. Ne? Tako da tukaj je ona tudi izjemno kritična. Vaša žena je umrla v bolnišnici, ne? Vi ste pa bili ob njej, ne? Če sem vas prav razumela.
Kaj pa potem, rekli ste ne že, da v teh mesecih, ker je umrla izjemno hitro, ni bilo časa za žalovanje. Kaj pa potem, ko je umrla? Kaj je vam pomagalo? Vem, da ste rekli že, da narava, pisanje pa glasba. Rekli ste 2 leti, nekje sem to prebrala, 2 leti je bil čisti limbo, ko ne moreš ne živeti, ne umreti. Niste mogli ne pisati, ne peti, učili ste se preživeti dan za dnem. Ko je človek v takšnem stanju, ne, ostanejo redki zraven. Najbližji prijatelji? Ja, najbližji prijatelji, ki pa tudi pravzaprav ne najdejo nekega recepta, ne. Skozi malo preskušajo, kaj je bolje, ne, da te pustijo pri miru, da se približajo in so samo v tišini s tabo, ali da pustijo tebi, da govoriš. V glavnem, mislim, da je neka bližina nekoga zelo pomembna, samo že dejstvo, da veš, da nekdo je tam za tebe. In da je toliko, da ti pusti pravzaprav, da se mu ti približaš in da ti narekuješ dinamiko teh pogovorov ali pa nekih druženj vsebin. Ja, soočiš se v bistvu z vrzeljo, vsi ti cilji in vsi plani, ki si jih imel, v bistvu se zrušijo kot hišica iz kart. Praktično moraš začeti z neko novo paradigmo, ampak je dolga pot do tja, ne. Najprej je pa potrebno v bistvu preživeti, ne. To je podobno kot v avionu, ne. Kadar pride do hitrega padca, pritiska v kabini, najprej moraš dati cep, masko in potem si šele na voljo, da lahko pomagaš drugim, ne. In to masko je težko najti, ne. Vsak ima verjetno svoj način, za tiste, ki smo mičken bolj empatični ljudje, je to verjetno še težje. Začne se pa seveda najprej z klasičnimi vprašanji, ne, zakaj ravno jaz, zakaj se je to zgodilo meni, kakšen test je to, kakšno sporočilo, kaj bom iz tega izvlekel ven, ne, ali se bom tudi sam, ne, ali bo možno. V glavnem, 1000 in 1000 nekih črnih misli in to dejansko se odraža tudi na samem telesu, ne, enostavno, ne vem, nekateri se zatekajo k različnim stvarem, nekateri recimo zavračajo hrano, ena tesnobnost se te loti, ena anksioznost, nemir, težko je s tem v bistvu, vsaj v nekih teh prvih fazah, enostavno nimaš, sploh ne veš, kaj se ti dogaja, ne. Tak šok je na večjih nivojih, ne. Tako da potem pa res dan za dnem, ja, seveda narava, jaz sem že od otroštva zaljubljen nekako v morje in tam najdem nekega relativno pasivnega sogovornika, ki se mu lahko zaupam, fascinira me njegova ogromnost, veličastnost in tudi potem, ne vem, pa to ni izzivanje, ampak enostavno biti del z naravo, kjer narava hitro pokaže zobe, ne. Ugotoviš, kako si majhen in krhek, kako si zlomljiv in lomljiv in da enostavno proti tem silam se težko boriš, najboljše je, da se jih nekako prilagodiš ali pa da jih predvidiš. In to je kot življenje samo, ne. Ravno tudi v primeru teh smrti, to je vse naravni del, ne, praktično. To je biologija na nek način. Mi kot ljudje si jo na nek način poskušamo podrediti ali pa na nek način vplivati na njo, ne, ampak enostavno je to vse premočno, ne. Prebrala bom potem nekaj še o naravi iz enega intervjuja, ki ga je dal Sašo Hribar pred leti in ki mi je močno ostal v spominu in se večkrat spomnim na bistvu te njegove besede. Ampak najprej mogoče še o žalovanju. V programu Mira, ne, iz tega črpam, pač žalovanje je naš naravni odziv na hudo izgubo. Ne nanaša se nujno zgolj na izgubo bližnje osebe zaradi smrti, ampak lahko gre tudi za druge izgube, a ne, recimo intimnega odnosa, izgubo službe in plodnosti življenjskega sloga. Tistih običajnih 5 znanih faz, a ne, so torej zanikanje, jeza, pogajanje, žalost in sprejemanje, pri čemer seveda gre vsak drugače čez te faze, se tudi te faze vračajo, občuti se tudi stvari, ki so zelo hude in običajno ljudi tudi jih zmede to, da se v bistvu vračajo te faze, a ne, da v bistvu misliš, sem predelal, pa potem ugotoviš, da nisi, ne, kot sva z Bronjo tudi govorile, da se žalost vrača v valovih in tako naprej.
Vsekakor je žalovanje proces, ki zahteva svoj čas, so napisali. Tisti, ki žalujete, pač si mogoče preberite tudi te stvari na internetu. Vsekakor bi rada rekla, da ko občutijo neke hude stiske, pa naj se obrnejo tudi na strokovno pomoč k svojemu osebnemu zdravniku. Vi tega sicer ste rekli, niste potrebovali, ne? Mislim, ne vem, ali sem potreboval ali ne, ampak nisem se poslužil teh metod. Mislim, da tu gre za neko vzajemno odnos. Prvo je neko stanje, v katerem verjameš, da je nekdo na voljo pomagati oziroma da je nekdo, ki ti bo znal pomagati. Če ne verjameš v to, potem je verjetno to slab signal za začetek takšnih terapij ali pa seans. Po drugi strani mislim, da sem našel uteho ali pa pomoč pri drugačnih stvareh in predvsem je to nek izliv, ki se je prelevil v ustvarjalnost, v neko zgib, v neko neskončno pisanje, v neko neskončno ustvarjanje. To sicer je pobeg od misli, ne? To so begave misli na začetku in potem so tudi prihajajo neke usiljene misli in fokus na neko drugo stvar in to res intenziven fokus 24 ur na dan, ne? Razen takrat, ko spiš, če lahko spiš. Se mi zdi zelo na mestu. Potem, ko prebereš, kaj si napisal, ker to so določene stvari tudi popolnoma izlivi podzavesti. Prideš v neko zamaknjeno stanje, ko enostavno pišeš, kot bi si lajšal neko breme, neko težo dajal z duše. In potem, ko prebereš to, v bistvu takrat si šele mogoče v neki drugi fazi. Ne. Včasih sem recimo zapisal stvar, od katere mi je šlo prav na jok, pa sem prav se zjokal, zaradi tega, ker tega v bistvu sam do sebe ne čutiš, šele potem, ko se prebereš. Ne. Ko daš v besedo. Ja, in tudi recimo pri soncu je to zanimivo. Zadnjič smo bili z družbo na morju in je prijatelj čisto slučajno poiskal pravi trenutek, da je premierno v ekipi predstavil skladbo in prav vsi smo nekako v tistem sončnem zahodu smo malo posedeli in smo bili malo solzni, ne, in sem rekel, da pa sem si pa zmeraj želel napisati skladbo, po kateri se bom pa sam zjokal. O naravi sem nekaj prebrala iz tega intervjuja. To je intervju, ki ga je dal Sašo Hribar Juretu Aleksiću pred leti, pokojni Sašo Hribar, o naravi, ne, in on je rekel, da se mu zdi narava nekaj najbolj groznega. Si razmišljal, pravi novinarju, kakšna groza je narava sama na sebi. Ampak kaj se ti v njej zgodi? Ko vstopiš vanjo, lahko sprožiš neki svoj akord in narava ti ga vrne čudovito ojačanega, kot bi imela svoj fršterker, ki ti vrača tvoje lastne misli. Ampak akord je pa tvoj, ker narava sama je grozna, narava sama ni nič druga kot konstantna izmenjava nasilne smrti, to, kar ste vi omenili. Potem novinar pravi, ampak no, najbrž je verjetno več kot to, recimo lahko bi bila ples življenja, ampak reče Saša Hribar, ne ples smrti. In potem strastno naprej, noben, niti en ptič tam gori ne leta za to, da bi lahko ti opazuješ njegovo aerodinamiko. Leti, ker išče žrtev. Noben zajček ne skače zato, da uživaš v gracioznosti njegovih skokov, on skače, ker se boji za življenje. Ob ogromnem drevesu lahko vidiš druga majčkena drevesca, ki ne bodo nikoli zrasla in sicer čisto samo zato, ker je tisti orjak toliko močnejši od njih, tehnično gledano. Ampak tebi je v naravi kljub temu lepo, ker je tvoj lastni akord tako lep, tako dober, pa je lahko čisto preprost, sploh ni treba, da je neka huda simfonija. Mirno lahko užgeš en navaden C-dur, no, in ta moj C-dur dobivam nazaj, če dalje bolj samo še v naravi. A je to to? To je to. Krasen človek je bil Saša. Ja. Ja, ker manjka mi njegov humor in ta res njegova, res dobršna dela, mera lucidnosti. Bil zelo tako nekje med fiziko, metafiziko, znanostjo in občutki, zelo je znal dobro krmariti po tem nevidnem. Se mi zdi res en producent krasnih misli, ki bodo ostale. Ampak točno to, kar je rekel, ja, dobesedno, to je ples smrti. Ja. In vsa biološka bitja, ki se rodijo, jim je samo eno skupno, ne? In to je, da bodo umrla. Nedavno je umrl tudi vaš oče. Tudi. Je bilo potem v drugo, ne moram tako reči, ampak vam je bilo
ko ste že poznali v bistvu te občutke žalovanja lažje? Nikoli ni lažje, drugače je bilo. Enkrat sem pred kratkim tudi omenil, da je smrt na nek način tudi rešitev. Ne? In kadar pride človek v neko fazo, kadar ni povratka, v nek normalni, klasični vsakdan, potem je smrt rešitev za vse. Najprej za tistega, ki preboleva, in potem tudi za celo družino. In taka stanja se vlečejo mesece, leta, in to vidiš, dokot pripelje. Ne. To so težke stvari. Zelo hudo je gledati človeka, ki ga imaš najraje na svetu, in mu ne moreš pomagati. Praktično nihče mu ne more pomagati. In ta trenutek, neki sveto trenutek, ko vidiš, da v tej svoji temi, v kateri tava, najde tisti sveto trenutek, da se zave. In takrat se šele zave v bistvu, kako hudo je. Ne. Njemu, ampak potem ta trenutek izgine in potem je hudo še samo nam. Ne. S tem, da ta diagnoza očetova je bila bolj predvidljiva, tudi napredovanje bolezni je bilo bolj predvidljivo, lažje se je bilo na to pripraviti na nek način. Oče je imel tudi že svoja leta in je imel... Kakšno diagnozo je imel? Ja, Alzheimer, ne. Poznam. Ja, nažalost. To je pravzaprav razpad človeka pred očmi. Ne. To je neverjetno. In ravno ti svetli trenutki, ko se človek zave, kako globoko je, ne. Ampak potem zginejo takoj. Ne. Lažje se je bilo v bistvu na nek način posloviti, oziroma nisva imela več odprtih stvari. Pogovorila sva se v trenutkih, ko je še za to bil prostor, ko sva imela ta čas na voljo. Večji problem je takrat, kadar je smrt mogoče nenadna in ugotoviš, kaj vse je še ostalo neizrečenega, kaj vse bi še moral povedati. Ne. Mislim, bil je res krasen oče, jaz bi si ga zmeri znova zbral. Vsaka stvar se nekoč konča in zaključi. Stvari niso samoumevne. Vi večkrat poudarjate, ko govorite o odhodih, smrti in izgubah, da so v bistvu opomniki za to, kako živeti. Ne? Torej, da je treba stvari razčistiti, tako kot ste zdaj rekli, ne pustiti stvari odprtih, se pogovoriti. Pravite pa tudi, da ne smemo biti na avtopilotu, da je treba živeti v trenutku. Ja, a ni grozno stanje tistega avtopilota, ko ne čutiš niti svojega telesa, niti da si del tega. Enostavno, kar kot nek avtopilot furaš po vseh stvareh, po življenju in se sploh tega ne zavedaš, kot da nimaš sam vpliva na to. Ne. In to je ta, recimo, neka stoična misel Marka Aurelija, ne, da se treba zavedati samega sebe, ne puščati zunanjosti, zunanjim vplivom na to, kaj si ti in kaj misliš. Se pravi, najprej moraš v sebi prepoznati in razčistiti, šele potem si lahko nek tvoren del nečesa. Zagotovo to samozavedanje je zelo pomembno. Ne. Približuje se referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Me zanima tukaj vaše mnenje. Rekli ste, da vas lahko to vprašam, zato vas to sprašujem. Absolutno. Ja, vi, čeprav razumem, mislite, da bi ljudem, ki neznosno trpijo in ki si želijo umreti, morala biti zagotovljena ta pomoč oziroma biti dovoljena. Sem vas prav razumela? Da. Jaz sem zagovornik evtanazije. Mislim, da kot družba nismo pripravljeni na ta diskurs, da je še veliko nekih stopenj, ki bi jih mogli predtem predelati ali pa se zmeniti. Žal mi je, kadar so taka vprašanja politični parket. Kot so zdaj. Kot so praktično vedno. Ne. In tudi mi je žal ta vsaj delno medijski komplot, na katerega se določeni mediji za seveda svoje jasne naročnike trudijo vplivati na neke skupine ljudi in jih s tem v bistvu prepričati v nekaj. Podobno kot pri referendumu o umetni oploditvi, ne, se mi zdi to recimo
grozovito, kako ena ogromna večina odloča o eni mali peščici. Ta razkorak se mi zdi prvo tisto, kar mi gre resnično na živce. In mi je žal, da je tako, koliko ljudi dejansko bi potrebovalo v tem trenutku evtanazijo na način, kot je predlagana, zelo malo. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Ja. Tako. Ja. Ne? In tudi nikoli mi ni bilo jasno, zakaj je to možno realizirati recimo v nekih drugih državah, ki praktično niso tako daleč, recimo ali Švica ali Nizozemska, tu pa to ne. To zmeri kot prebivalcu sveta, ne, se mi zdi vedno na mesto vprašanje, zakaj je, ne vem, čez neko geografsko navidezno mejo, ki jo je človek postavil, to dovoljeno, nekje pa ne. Ampak kot družba jaz mislim, da nismo pripravljeni na ta diskurs in mislim, da bi tak poglobljena debata zahtevala več časa in predvsem zato, da bi ljudje dobili dejanski vpogled v to, o čemu se sploh pogovarjamo. Kadar prije tu za neko politikanstvo in za debatiranje, za nabiranje nekih točk, je to zmeri narobe. Seveda pa mislim tudi, da je tu še vedno močen vpliv cerkve. Enostavno, kadar imaš nek kvazi monopol nad življenjem in smrtjo, ne, potem je verjetno ta zadeva problem v tem monopolu. Ne. Mislim pa, da vsak človek more sam in lahko in more in zmore ali bi moral odločati o svojem življenju sam. Pred časom sem zgubil kar nekaj prijateljev, 2 od teh sta bila tudi kot posledica samomora, nekih hudih duševnih stisk. Pa tudi bi težko rekel, da se jih je okolica zavedala. Nihče niti ni poznal zgodb, niti ni se trudil pomagati ali pa enostavno šlo mimo. In potem so te gostilniške debate, joj, kakšna reva je bil, da si je vzel življenje. Ne. Jaz pa rečem, a je res? Ne. Jaz pa mislim, da moraš biti pa strašansko pogumen, da narediš nekaj takega. Je pa tudi res tukaj, da tudi tukaj kot družba, ne, po eni strani v bistvu ne omogočimo dovolj paliativne oskrbe ljudem, ki jo potrebujejo, ne omogočimo pomoči pri prostovoljnem končanju življenja tistim, ki neznosno trpijo recimo pred smrtjo, hkrati pa tudi kot družba se ves čas zavedamo, ne, da imamo težave s samomorom, da je veliko stisk, ki bi jih lahko rešili, pa jih, kot vi pravite, ne prepoznamo. Ja. Ne, niso prepoznane in tudi do pomoči ne pridejo pravočasno. Ne, ja. Ker marsikdo bi v bistvu potem rad živel naprej. Ne? Absolutno, ampak to je spet vprašanje sistemov. Ja. In sistemi terjajo sistemske rešitve. Prepoznava, da je v sistemu nekaj resnično narobe, ne? In da so tu neka ranljiva skupina ljudi, ki jih je potrebno zaščititi ali pa v teh zgodnjih fazah teh težav nekako sistemsko odreagirati. Jaz mislim, da pri tem delamo zelo medvedjo uslugo. No? In to govorim praktično o vseh nekih organiziranih stvareh. Ne? Enostavno, ne vem, a ste dali prijavo, a se kaj zgodilo, ne. Enostavno mislim, da institucije ne delujejo vedno na način, kot bi morale, da te situacije prepoznajo pravočasno in da se jih sistemsko lotevajo. Enostavno večina ljudi živi eden mimo drugega. No. Res je. To je mogoče posledica tega novega načina življenja, ne, zagotovo ne pripomore. Mislim, da smo kot družba postali popolnoma drugačni in to, da se ne zavedamo, da smo del te družbe in del neke okolice, neke narave, da so to živi ljudje, da so to živa bitja, čuteča bitja. Mislim, da imamo z živalmi boljši odnos kot z ljudmi. No. To je žalostno, ne. Praktično pa razumem, da imajo ljudje zelo radi živali, ampak ne razumem pa, zakaj res ne marajo ljudi. Ne. Posebej, na en način so posebej ranljivi pač prav moški v srednjih letih, recimo, ker grejo zelo redko po pomoč, če govoriva o samomoru. Tako da moram tukaj reči, da vsi tisti, ki čutijo stiske, pač ne odlašajte, pejte po pomoč, marsikaj se da rešiti s pogovorom s pravim strokovnjakom. Še o vaši hčerki bi rada vas vprašala v zvezi z žalovanjem, potem pa greva na druge teme, lepše mogoče. Vi imate hčerko iz prejšnje zveze, ne z ženo, ki je umrla. Ste bili pa vsi 3 zelo povezani? Zelo. Kako je ona sprejela
smrt vaše žene in kako ste se z njo pogovarjali o tem. Tudi žalovanje otrok je v bistvu neka tema, o kateri se veliko premalo govori. Ja, moje izkušnje so, da otroci smrt lažje ali prebolijo ali pa sprejmejo. Se pravi, mislim, da so zelo manj obremenjeni z nekimi življenjskimi izkušnjami in da hitreje sprejmejo odhod nekoga kot dejstvo. Zdi se mi tudi, da ta tradicionalna ukvarjanja z žalovanjem otrok mogoče v preteklosti niso naredila kaj dosti dobrega. Ne vem, ko sem jaz bil majhen in je stara mama umrla, mi oče je rekel, da se ne grem posloviti od nje in da ona zdaj spi. Je treba biti tukaj iskren z otroki, ne? Mislim, da ja. Jaz sem takrat že približno vedel, zakaj točno gre, in nisem hotel očetu zdaj nalagati takrat nekega dodatnega bremena in ko sem videl, da res žaluje, se mi je pa zdelo narobe, ne, babica ne spi, ona je pač umrla, in ne bojo več nazaj, ne bomo je več videli, ko bo pogreba konec, to je zadnja stvar, zadnji akt, zadnje dejanje. Poznam recimo zgodbe od prijateljev, ki so njihovi starši ali pa stari starši enako postopali pri smrti bližnjega in so rekli, da ne vem, ta in ta je zaspal, in potem so se otroci zbali spati. So mislili, če bom jaz zaspal, potem bo tako kot babica in potem se ne bom več zbudil in bom nepremično ujet v svojem telesu. Tako da jaz mislim, da otroci bistveno bolj razumejo stvari, kot si mi mislimo, da jih. Pa otroci potrebujejo zelo jasne pogovore, brez nekih olepševanj. Jaz sem se z Lorelaj pogovarjal čisto, kot se midva zdaj pogovarjava, povedal sem ji pač, da je se Leontina poslovila, da je ne bomo več videli, ampak da bo vedno z nami v naših srcih in da bo ta ljubezen, ki jo nam je dala za časa življenja, jo bova midva vedno nosila v sebi še naprej. Tako da jaz sem popolnoma odrasel pogovor s praktično 7-letno punčko, in jaz sem bil presenečen nad njenim odzivom, ker je bil zelo iskren. V bistvu me še ona malo potolažila, pa da se pa bo vse v redu in da bo pa midva skupaj in tako. Zagotovo pa pogrešava zelo, ja. Je pa včasih z otroki v bistvu tudi za nas, vsaj moja taka izkušnja, neke stvari, ko otroku razložimo, v bistvu razložimo tudi sebi, ker pri otroku v bistvu moraš povedati zelo direktno, ni nekih teh mutanj, ampak moraš v bistvu pri sebi zelo razčistiti in tisto, kar pride ven, se pravi, taka je moja izkušnja, v bistvu poveš res čisto resnico. Absolutno, ja. Mislim, otrokom je potrebno povedati čisto resnico, ker kot starš mislim, da to je neka moralna obligacija, Tudi za starševstvo ni preveč knjig napisanih, sicer je danes že skoraj vsak starš lahko napiše po svoje, ampak tistega nekega res tehtnega, vsebinskega pa zelo malo. In ta otroška psihologija verjetno deluje na drugačnem nivoju, predvsem zaradi tega, ker so manj obremenjeni z informacijami. Mi imamo pač za sabo življenjske izkušnje, celo življenje, 1000 nekih stvari in naš svet je drugačen od njihovega. Oni šele polnijo svoje misli recimo z nekimi situacijami in takrat, kadar dobijo napačne signale, si jih verjetno tudi interpretirajo napačno in potem se ta zadeva vleče skozi celo življenje. In če jih stvari ne predelamo v času, ko se dogaja ali pa ko je za to čas, potem nam prihajajo kot bumerang nazaj in se vračajo. In mislim, jaz sem, zgrožen nad tem, da danes še vsak drug otrok ima neko diagnozo, nek ADHD recimo najmanj, in da se mi zdi, da je to velika posledica ali okolja, v katerem živimo, ali pa spet sistemska napaka, da enostavno smo prišli do točke, ko je ta industrializacija bolezni ali pa smrti tako pomembna, da je to enostavno spet nek monopol v rokah tistih, ki lahko odločajo in sistem upravljajo. Tega je mene zelo strah. To so tovarne smrti in mi
otroke danes praktično v zelo ranem otroštvu jih etiketiramo in jim dajemo diagnoze, ne vem, jaz mislim, da bi se mogli z njimi več ukvarjati. Več ukvarjati z njimi, manj tudi pametnih telefonov, to skozi opozarjamo. Tudi to, ampak tudi to ni edina rešitev. Predvsem mislim, da bi mogli spremeniti, zadnjič sem bral članek, recimo o tem, mi verjamemo, da je bil finski osnovnošolski sistem eden najboljših na svetu. Ne? No, Finci so zdaj v bistvu ugotovili, da so naredili kar nekaj napak. Ne? In ta samorefleksija je zelo pomembna. Ne? Mi še niti nismo prišli do finskega modela, ko je že finski model ugotovil, da je neki napak, ne, v tem. In to je recimo, hkrati imaš 21. stoletje, v katerem moramo biti vsi digitalno pismeni in tam so otrokom enostavno dali tablice. Ne? Neko digitalno vsebino, vse je brez nekega manualnega dela, brez rokopisa in vse, in so ugotovili, da to zelo slabo vpliva na razvoj možganov. Ne? In jaz pravim, otroci so v tisti fazi, ko se postavljajo, ne, kot neke polnopravne, polnomočene osebe, si razvijajo možgane. Ne, in takrat se možgani razvijajo skozi igro in skozi neko dojemanje sveta na nek fizični način. Ne. To ne more biti virtualno, to more biti stik, neka socializacija z vrstniki, starejšimi, in če ta korak preskočimo, enostavno pride do nekih negativnih posledic, ki jih bo zelo težko rešiti potem, ne, v kasnejši dobi. Ne. Pred kratkim sem se o digitalnih odvisnostih, tudi o otrocih, pogovarjala. Tukaj strokovnjaki, tudi na ta podcast vas napotujem, dragi gledalci in gledalke. K trilogiji bi zdaj šla. To je zbirka pesmi, ki ste jih pisali od leta 2015 do 2022. Prej ste rekli, veliko več jih je bilo. Vi ste dajali ven v besede vse mogoče in potem ste izbrali. Ne? Če lahko zdaj eno preberem. Absolutno. Ja. Krhki, zlomljeni, minljivi, narejeni za ta čas, na koncu vsi enaki, isti, vsi, ti in jaz. Krhki, zlomljeni, ranljivi, prah, pepel, brez las, na koncu vsi enaki, na koncu vsi smo taki. Krhki, zlomljeni, minljivi, kaj bi mi brez nas? Že od začetka isti, takšni smo bili ves čas. V svoji ranljivosti smo v bistvu vsi enaki. Ne? Ja, spopada se vsak na svoj način, ampak to nam je pa vsem skupno. Ne? Minljivost, krhkost. Imel sem veliko srečo, da je pri urednikovanju zbirke bil veliko pomoč urednik Matej Kranc, ki je moj bratranc, sicer sloviti literat in pesnik. On je poznal mojo zgodbo zelo od blizu, bil je del tega in tudi potem, ko se je začelo drugo obdobje po letu 2016, je bil skozi nekako blizu. In glede na to, da je bil neusmiljen urednik, ki ga zanima v bistvu tudi literarni aspekt, ne samo, da se zgodba pove na tak način, kot je bila, ampak da zasleduje neko vsebinskost. Pri tem mislim, da je bil zelo, zelo v pomoč. Mija sva tudi, glede na to, da on mene pozna, imela več teh seans, v katerih sva ure in ure govorila lahko tudi kar samo o življenju in o minevanju, ampak predvsem tudi o vsaki izmed teh, ki je našla svoj prostor zdaj v zbirki. Velikih je izpadl, ali pa sva jih odstranila. Njegov glavni pomislek je bil, ali si pripravljen z ljudmi deliti tako ranljiv del sebe. Ali si pripravljen to res razgaliti, ne vem, izven kroga družine. Ne. In tako da so praktično vsaki izmed njih smo imela kar dost tehtne pogovore. Ne. In jaz mislim, da to je tudi zahteva eno določeno mero poguma. Ali je pa to pač neka zavestna odločitev, da svetom v izostanku nekega dialoga deliš pač nek monolog, ki ga potem bralec lahko sprejme. Zanimivo pri pesmih ali pa pri vsaki literaturi je to, da te črke in pesmi so statične. In da vsebino in dinamiko ali pa razumevanje jim pa da vsakič znova bralec. To je meni najbolj, recimo, meni je to super. Ne. Ti isto pesem bereš lahko leta in leta, ne, ali pa poješ isto pesem. In potem v enem trenutku zaradi svojih izkušenj rečeš, se je bilo skozi tam, ne, se to je skozi tam, kako tega nisem videl. Ampak vidiš le zaradi tega, ker se ti
prišel do določenih zaključkov, ti si bil predmet nekih sprememb in zdaj gledaš svet, ki se ves čas spreminja. Ne? Črke so pa statične. Vi pravite, da želite z novim albumom ljudem dati upanje, albumom, ki prihaja. Ne? Kje ga vi najdete, ko ga ni, ko se izgubi? Ja, jaz sem ga poiskal v ustvarjanju. V iskanju lepega, v grdih stvareh, vedno, ne vem, se mi zdi, da iščem najlepše, kar je za najti v tistem trenutku. Tudi pri ljudeh, ki so recimo hudobni, sem vedno govoril, da v njih nekje globoko je nekaj lepega in da pač oni so hudobni ali pa žleht, zato ker so imeli slabo okolje ali pa slabe izkušnje in potem to je bil njihov odziv. Oni so postali to zaradi svojega odziva na njihovo okolico. Ne? In če hočeš, da imaš v svoji okolici boljše ljudi, potem moraš tudi ti za to nekaj napraviti. Ne? Širi dobro. Torej. Ja, recimo to je edino, ali pa vsaj minimalni standard, kjer lahko začneš pri samem sebi. Drugo pa, da enostavno vidiš, kaj je v življenju pomembno in da se otreseš nekega balasta, ki je popolnoma nepotreben in večinoma je ta balast sestavljen iz materialnih stvari. Ugotoviš, da edina tvoja moneta, ki jo imaš, je čas. In ta čas, ki ti je dan, za katerega sam niti ne veš, koliko ga imaš na voljo, je edina stvar, s katerim lahko nekaj napraviš. Če bi se vsi tega zavedali, mislim, da bi živeli bistveno drugače. In ga daš ljudem, ki si ga zaslužijo? Jaz mislim, da ti ga pač daš. Ljudje, ki ga potrebujejo, ga pa najdejo. To je mogoče tudi eden najlepših delov tega žalovanja oziroma te zgodbe od trilogije dalje, tudi zdaj s Soncem, je, da sem dobil ogromno nekih pisem popolnih neznancev, ki so prepoznali svoje zgodbe, se nekako poistovetili z mojo in enostavno napisali par besed ali pa tudi kakšna dolga pisma. Enostavno, da veš, da nisi sam o tem, da tudi drugi, bil sem pa presenečen, koliko je tega. O ljubezni. V enem intervjuju sem prebrala, da ste rekli takole: šele ko si sam, lahko začneš v dvoje, kar pa se dvojine tiče, nekateri jo izberejo, da premagajo samoto, ampak ljubezen je nekaj drugega. Kaj je ljubezen, Boštjan Dermol? Ja, ravno kar, mislim, ravno to, kar sem prej rekel, ljubezen je nekaj, kar začutiš v sebi. Ostali dejavniki so tu zato, da ljubezen prepoznaš v njih. Oni so samo mediji, ampak ljubezen je tvoja. In ti lahko čutiš ljubezen do nekoga, ki ti je ne vrača. Pa ni zato nič manj ljubezen? Ni. Ampak je pa ljubezen je res globoka in je res čista. Ostale stvari, ki jih ponavadi mešamo v teh debatah z ljubeznijo, je velikokrat ego. Ljubezen in ego nista prijatelja. To je enostavno trenutek, ko prepoznaš v sebi neko moč ali pa neko valovanje, neko energijo in kot pove ves razum, enostavno to je stanje duha. Ljubezen bi lahko rekel, da je stanje duha. In ljubezen ni nujno fokusirana na določen predmet, na določeno osebo, lahko je fokusirana na karkoli ali pa na ves svet, ki te obdaja, na vse okolje. Ker to je tisto, kar nosiš v sebi. In ljubljeni ljudje prepoznajo to ljubezen, kadar gre za pravo ljubezen, in hkrati tisti, ki ljubi, daje to ljubezen, in to je nekaj lepega, kar drugi ljudje potem sprejemajo. Tukaj sem gostila že kar nekaj glasbenikov in po moje čisto vse vprašam, kakšno moč ima glasba za vas? Ja, zdi se mi, da je to ena izmed vej umetnosti, v kateri ima vsak mnenje. Mogoče zato, ker nam je z rojstvom dana. Vsi, ki lahko proizvajamo neke zvoke, smo del glasbene narave,
ljudje govorijo, ljudje pojejo, imamo glasilke, imamo roke, s katerimi, ali pa noge, s katerimi lahko plešemo, dajemo nek ritm, produciramo neke zvoke in glasba je sestavni del narave. Če pozorno prisluhneš, recimo odsotnosti človeka v naravi je ogromno glasbe. In zato mislim, da je tudi enostavno ljudje lažje tudi sprejemajo kot vejo umetnosti, v kateri imajo največ zapovedati ali pa ki se jih najbolj dotakne. Ne. Težko je recimo soditi o vsebini slikarstva, ker pač vsi nismo slikari. Ne. Čeprav je, mislim, da je ali bil Picasso, da je rekel, da vsak otrok se rodi kot slikar, ampak potem to umetnost v njemu zatremo z vzgojo ali pa socializacijo in potem pozabi, da je lahko slikar. Mislim, da tudi vsak lahko proizvajalec zvok, vsak človek. Ne. Glasba je pa za mene osebno recimo nekaj najlepšega in mislim, da tudi brez glasbe ne bi mogel. No. To je tisti del, ki me vedno znova navduši, ki me vedno znova fascinira, kot narava recimo. Ne. Je bila tudi velik del prebolevanja in žalovanja? Absolutno. Ja. Ja. Kaj ste pa poslušali? Vse. Marsikaj, mislim, moj diapazon tega je širok. Žalostne pesmi, recimo. To je tudi Balašević je rekel pred časom, ne, da žalostne pesmi dajo žalostnemu človeku upanje, ne, ali pa je način neke terapije super. Mislim, ravno obratno, kar bi pričakoval, ne, da boš žalostnega človeka v razpoložju bi mogel zameti super vesele pesmi, ne, pa ni nujno tako. Ne gre tako, ja. Ja. Pa tudi ustvarjanje, glasbeno ustvarjanje, mislim to, ne, iskanje nekega akorda, ne, kot bi rekel Sašo. Sašo, ja. Torej, Black Tears, kot bi rekli Bleachersi, ki so nam ki smo jih vsi kdaj imeli na obrazu. Povejte mi zdaj, kaj je z njudi. Pravite, da so v hibernaciji. Kaj to pomeni? Ja, od korone dalje nismo več koncertirali, nismo več planirali nekih novih podvigov, studijsko nismo aktivni, vsak od nas ima neko svoje življenje, svoj fokus. V tem trenutku nimamo niti nekih načrtov za prihodnost. Še vedno sta dve neizdani plošči, ki sta v bistvu zmiksani. Gre za neke drugačne priredbe naših prejšnjih skladb. Za eno smo celo v dogovorih, recimo, da se bi mogoče vsaj v digitalnem okolju izdala. Ker mislim, da je res smiselno, da se jo, ker je drugačna. Sicer pa ne vem, vsak od nas ima neke svoje prioritete v tem trenutku in zaenkrat smo v mirovanju, uradno razpadli nismo. Uradno niste, ampak... Ne, tako, po 30 letih, zdaj že 31 let od ustanovitve, je tudi mogoče čas za neko pauzo. Ne. V glavnem, vsi imamo neke druge prioritete v življenju. Tako kot ste rekli, ne, 30 let oziroma več kot 30 let, vi ste začeli pri 16 letih, ne, tam? Ja. Zdaj se pa že da zaračunati. Vsi smo vsi tam nekje. Kakšnih je bilo teh 30 let, če pogledate nazaj? Ja, to je najbolj grozno, da so hitro minile. Hitro mine 30 let. Na začetku, ne vem, se ti zdi tako leto po leto, ok, še nek tak zmeren tempo. Potem pa mogoče tudi zaradi dosegel naokoli nek avtopilot. Ne. To se mi je tudi zgodilo, recimo meni osebno, tam sploh v času drugega albuma Supermarket, s katerim smo res postali, ne vem, res poznani. Ne. Ja, vam je šla ta slava malo na živce, ne? Vem, da ste morali menjavati doma telefonske številke in tako naprej. Mislim, predvsem je šla na živce mojim staršem, zato, ker so non-stop zvonili telefoni, potem so neke punce so bile na vrtu in so čakale, da se kdo vrne domov in to. V glavnem situacije so bile. Mislim, da se vi vrnete domov. Ja, tako. In v glavnem, mogoče komu manj prijetno, meni je bilo smešno na nek način. Problem je bil, da mi nismo počeli te glasbe zato, da bi bili prepoznani ali pa slavni ali pa karkoli. In preden se to zgodilo, nismo uspeli v nekem realnem času sploh sprocesirati, kaj se dogaja. Ne. In iz, ne vem, relativno nekega
benda, ki je imel željo po ustvarjanju, ne, mi smo res ogromno igrali skupaj. To smo imeli lahko tudi po 4-krat na teden 8-urne vaje. In mi smo bili res ista generacija in poslušali smo enako glasbo in tudi smo se dobro zabavali. Ne. Res smo bili tim, kul je bilo. In potem se pa kar zgodila ta neko prepoznavnost in od tega, da praktično si tukaj v bunkru in da delaš plate in to je neki komade in pišeš neke tekste, do tega, da imaš, ne vem, 180 špilov na leto, je bilo kar hitro, ne, in nismo uspeli Pa oboževalke na vrtu. Ja, vse to pride zraven, ne. Zdaj, jaz sem imel mogoče tu še malo težje delo od ostalih, zato ker sem začutil sem eno popolno izgubo neke anonimnosti. Ne. Ponavadi je tako, da pevec je najbolj prepoznan in težko, ne vem, v majhnih okoljih, ne, zelo težko najdeš nek kotiček zase, kjer, dobro, takrat še ni bilo nekih teh telefonov in tega, ne. Ampak praktično nisi mogel iti nikamor na kavo, da se ne bi vsi obračali, potem nisi mogel iti na dopust, da se ne bi vsi nekaj menili. Tako. Vam je šlo na živce, skratka. Nisem bil pripravljen predvsem na to. Okay. Pred 2 tednoma sem imela tukaj nekatere znane slovenske igralke in sem jih med drugim, in bom to zdaj vprašala tudi vas, zato da ne bom seksistična, tako kot je družba seksistična, vprašala sem jih v bistvu o tem pritisku družbe zaradi tega kulta večne mladosti in lepote. A ne? Ali ga tudi rockerji občutite? Mislim, občuti ga vsak človek, ne? Vsako živo bitje se stara. Ne? Zdaj, nekateri se starajo lepše, drugi pa ne. Ampak to je spet zaradi nekih družbenih norm ali pa nekih pogojenih stvari. Jaz mislim, da je ful kvaliteta človeka, da se zna lepo starati in da živi v skladu s svojimi leti, ki pa niso nujno biološka leta. Ja, so super ljudje, ki so že v resnih letih, ne, ampak so še zmeri otroci. Ne. Razigrani, Ja, da niso da otroka imajo v sebi izgubili. To, ne vem, neko iskrivost, pobalinskost, nek žarek, neki. Enostavno. In mislim, da muzika, recimo, ne samo konzumiranje glasbe, ampak ustvarjanje, ali pa mogoče to okolje, ne, ki ga glasba pač da ljudem, ki se s tem ukvarjamo, nek eliksir, ne, ali to je eliksir mladosti. Ne vem, ampak mislim, da se drugače staraš z glasbo. Ja. Se zdaj ne govoriva na fizičnem smislu, ampak govoriva čisto na tem, kako se človek počuti, a ne? Ja. Končujeva. Rekla bi še nekaj o nagradah Zlata piščal. Pred nekaj dnevi so bile te nagrade podeljene. Vi ste zraven, ste jih tudi predali, ne, če sem prav videla. Letos me je doletela ta čast, da sem vsem nominirancem podelil najprej plakete, potem pa sem podelil še nagrado za najboljšega izvajalca leta 2023. In tukaj recimo sem bila pozorna album in skladba leta Masaja. Izvrstna umetnica in iz njene pesmi Zavedno, ene družine so na konju, ene so na horsu, ene smučajo v sezoni, ene v dnevni sobi in pol smo mi bili krivi in zaostajali v šoli in zdaj še vedno krivi, da zaostajamo v šoldi, ker damo vse ljudem, ki nam ne dajo nikoli. Mislim, da je to komad, ki boljše mogoče kot katerakoli raziskava razloži neke stvari v naši družbi. Se vam zdi pomembno, da se tudi preko umetnosti, preko glasbe, bom rekla, razkrivajo v bistvu te neke naše stranpoti sistemov, kot ste vi prej večkrat. Absolutno. Mislim, da je to nek najlepši način tega izražanja ali pa nestrinjanja. In mislim tudi, da glasba v zelo širokem smislu ni nujno samo potrošniško blago. Mi jo zdaj hočemo zapakirati pač v nek produkt, ne, ampak glasba je vse kaj drugega kot to. Ne. To glasba ne sme biti mašilo in ne sme biti smrt za tišino, ne, ampak mora biti nekaj, kar je, ne vem, tudi izpovedno, kar je vsebinsko, morajo biti noter vpleta čustva, vse ta pravi glasbi. To ne sme biti čisto potrošno blago. In Masaj je super umetnik, ki nas vedno znova opominja, kako so v bistvu mladi ljudje, ker ona je izredno mlada, ne, pronicljivi v svojem podajanju, ampak ona črpa iz svojega življenja in to se takoj začuti, da ji ni bilo lahko. Ne.
in da je našla moč svoje osebne zgodbe približati ljudem skozi glasbo, ne. Mislim, da to je zmaga na več nivojih, ne. Prvo je njena osebna zmaga, da je lahko iz tega blata pobegnala, da je njen eskapizm glasbeno ustvarjanje in da lahko praktično tudi drugim, ki so v podobni situaciji, očrta, da je vedno nek way out, ne, da je nek izhod možen. Hkrati daje s tem upanje, spet smo pri upanju, pa na drugi strani, da je tudi ta del, se pravi umetnosti ali pa glasbenega izražanja, ne tako preprost, ne tako peorativen, ampak dejansko vsebinski in smiseln. In tudi kakšno hudo ogledalo družbe v bistvu nastavlja s takimi besedili in s tako glasbo, ne? Absolutno, in to vedno, kadar so te stvari iskrene in kadar jih črpamo iz svojih lastnih izkušenj, mislim, da pridejo da se najbolj dotaknejo poslušalca. Iskrenost torej. Ja. Boštjan Dermol, hvala lepa, da ste bili moj gost. Hvala, da ste delili misli z vami. Hvala vam in vsem gledalkam in gledalcem in pogum velja. Hvala tudi z moje strani vsem gledalkam in gledalcem. Naslednji teden se bomo pogovarjali o čisto nečem drugem. 4 goste in 3 goste in 1 gostjo dobim na temo evropskih volitev. Bodite tudi takrat z nami.